Spoštovani obiskovalci spletnih strani Katoliške cerkve na Slovenskem in Radia Ognjišče. Na vse kristjane, drugače verujoče in sodržavljane naslavljam letošnjo velikonočno poslanico, ki želi vsakemu človeku podariti oznanilo upanja. Družbene razmere, v katerih se nahajamo, so zaznamovale vesoljno človeško družino in kažejo tako na krizo človeka kot tudi družbe. Zgradili smo babilonski stolp civilizacije, ki temelji na materialnem blagostanju, pozablja pa na pomen bivanja in radost življenja. Svetopisemsko sporočilo osvetljuje globlji vzrok takega stanja. To je delovanje vladarja tega sveta, lažnika in očeta laži, kakor pravi evangelist Janez. V pripovedi o ustvarjenju sveta je predstavljen v podobi kače. V človeka poskuša zasejati dvom. Boga želi prikazati kot rivala človeku, ki mu jemlje svobodo in dostojanstvo. Čeprav je v že omenjenem odlomku Božja volja jasno zapisana, od vseh dreves lahko jesta, samo od drevesa življenja ne, kača izgovori laž. Ali je res Bog prepovedal jesti od vseh dreves v vrtu? Se je kača zgolj zmotila? Ne, to je način zavajanja, ki ga dobro poznamo tudi danes po načelu laži, nekaj se bo že prijelo. Pojavi se dvom, ki se vedno bolj zajeda v človeka in ga zastruplja z nezaupanjem in željo, da bi sam postal kakor Bog in si po svoje krojil usodo. Človek je utrgal prepovedani sad, posegal je po življenju, do katerega nima pravice, ker je življenje dar. Začelo se je gorje, ki je v človeku zasejalo strah pred smrtjo. Zaradi tega strahu je človek sam postal žrtev manipulacij. Oče laži je na drevesu v raju zmagal, vendar njegova zmaga ni bila dokončna. Velikonočni dogodek prevzame odrešensko sporočilo, ki doseže svoj vrh v vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezusovo bistveno poslanstvo je, da znova dokaže človeku, da je Bog ljubezen. Seveda se je oče laži z vso silo zagnal vanj in ga skušal odvrniti od njegovega poslanstva. Po 40-dnevnem postu v puščavi se mu je približal in ga preizkušal z najpogostejšimi skušnjavami kruha, oblasti in čudežev. Ko je Jezus sprejel in premagal vse preizkušnje in vedno izpolnil očetovo voljo, mu je hudič nastavil še zanko, v kateri noben človek ne zmaga. Krivično obsodbo najhujšega zločinca, skrajno ponižanje na križevem potu in sramotno smrt na križu med dvema razbojnikoma. Kazalo je že, da bo v tem trenutku Satan zmagal. Saj je Jezus izrekel besede: moj Bog, zakaj si me zapustil? A tudi v tem strašnem trenutku so bile njegove zadnje besede povezane z očetom: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Jezus na križu je znamenje predane ljubezni, ki je ni mogoče uničiti. Zato smrt in grob nista zadnji dejanji našega bivanja, ampak izpolnjeno življenje in večna sreča. Jezus nam je oznanil, da je naš zadnji cilj v nebesih in nam je odprl pot do tega cilja. S tem zagotovilom vsem vam, doma in po svetu, voščim vesele velikonočne praznike v zmagoslavju življenja Jezusa Kristusa.